Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Tukaj zbrane gospe in gospodje, tovariši in tovarišice. Od tukaj iz Jošta pozdravljam vse Slovenke in Slovence doma in po svetu, vse državljanke in državljane. Takole je predsednik države Borut Pahor v ponedeljek dopoldne ob mednarodnem prazniku dela in državnem prazniku pozdravil Kranjčane in Kranjčanke ter ostale obiskovalce, ki so se udeležili tradicionalnega praznovanja na Svetem Joštu nad Kranjem. Navzočim in ostalim državljanom je ob delavskem prazniku tudi čestital. Sprejmite, prosim, vsi moje najbolj prisrčne čestitke z najboljšimi željami. Pahor je v svojem nagovoru poudaril, da se razmere na trgu dela spreminjajo. Pred 130 leti, kamor segajo začetki praznovanja praznika dela, je bilo stanje popolnoma drugačno. Zato so tudi delavci stavko zahtevali nekaj, kar nam je danes popolnoma samoumevno. 8-urni delovnik, dopust, zavarovanje. Prav zato se ob vsakoletnem prazniku dela spominjamo tudi vseh delavskih protestov. Ni pa nobenega dvoma, da ostaja 1. maj kot mednarodni dan dela sporočilo celotnemu svetu, da je aktualnost enega temeljnega vprašanja še vedno zelo, zelo pomembna. To je vprašanje družbene enakosti oziroma neenakosti. Ena izmed težav, zaradi katerih tudi najbolj razvita družba ne obstane, so prevelike socialne razlike. Verjetno nihče od nas tukaj ni rojen ne bogatemu in ne slavnemu staršu. Se pravi, smo rojeni ljudem, ki so nas naučili, da je potrebno zaslužiti za svoj kruh. Da prevelike socialne razlike, tudi če so zakonite, kaj šele če niso, vnašajo v družbo nemir, vnašajo v družbo nek občutek nepravičnosti, ki v bistvu ruši to stabilnost, ki je potrebna za gospodarski in ves družbeni razvoj. Zato je opozoril, da moramo paziti drug na drugega. V Sloveniji izmed vseh 28 evropskih držav poznamo najmanjše dohodkovne razlike. Če bi se razlike med nami, zlasti če ne bi izhajale iz dela ali iz znanja, povečevale nelegitimno, bo to razrušilo našo družbeno kohezivnost in bo ogrozilo naš družbeni razvoj. Zato so praznovanja 1. maja idealna priložnost, poleg druženja, da opozorimo, da smo odvisni eden od drugega. Delodajalec sindikalista, sindikalist delodajalca, starejši mlajše in mlajši starejše. Na pot prihodnosti ne smemo stopiti s strahom, pomembno je sodelovanje in socialni dialog.